Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Tamara. Živja. Tamara je lastnica balerine, hkrati pa tudi sama navdušena plesalka. Tamara, kdaj pa se je pričela tvoja plesna zgodba? Kdaj je prišla tudi potem ideja za ta lokal, kjer gostiš tudi plesne večere? Ples je v bistvu moja ljubezen že odkar vem zase, se pravi od majhnega. Povezana sem z glasbo že od majhnega. Da sem pa dejansko začela res ukvarjati se s plesom, začela plesati po plesnih šolah, je bilo nekje, mislim, da na faksu. Takrat sem tudi prvič prestopila prag plesne šole Kazina. Tako da hvala Kazini za inspiracijo, kjer sem naredila svoje prve korake. Potem sem nadaljevala v pro-dancu. V bistvu sem bila, katero zvrst sem vzljubila, in še vedno mi, bom rekla, po žilah teče ta muzika in ta ples je hip-hop. Tako da ja, se pravi nekje od 19-20 leta. Vprašala si me še za balerino, ne? Ja, pa tudi kje se je pol razvijal ta ples, ko si začela si pri Kazinu pa pro-dance, kaj pa nadaljevala? V bistvu sem v pro-dancu bila kar nekaj časa, tam sem se potem po rojstvu moje hčerke, ki je zdaj stara 8 let, sem se pridružila tudi skupini Hip-hop mame, s katerimi smo bile, če se ne motim, ne me zdaj s temi ciframi, mislim, da je v letu 2014 ali 2014 meni se zdi, smo bile evropske prvakinje v Amsterdamu. Takrat sem pol tudi nehala tekmovati, še vedno sem plesala. Končala na vrhuncu. Ja. Takrat sem tudi v bistvu nehala s tekmovanji, pa sem potem sam še v bistvu iz ljubezni do tega plesa in muzike plesala. Potem pa ne vem, kaj se je z mano vmes zgodilo. Ne vem, kaj se je, nekaj se zgodi, ko sem želela neko spremembo. In takrat je v bistvu ta sprememba se zgodila na vseh, bom rekla, frontah, ne. Takrat sem v bistvu pustila službo, takrat sem nehala plesati hip-hop, pa še en kup enih drugih stvari. In takrat sem v bistvu začela, se pravi 15, 16, 17, 18, mislim, da 2015, ja. Jaz sem itak vmes tudi delala licenco za te vodene vadbe, to sem tudi nekaj še učila. Ampak prvič, da sem pa kubansko salso začela plesati, Kjer sva se midve kjer spoznale? sva se midve spoznali, je bilo pa po moji vadbi, ena od mojih punc je hodila na kubansko salso, ki je hodila k meni na plesne, in mi je skozi govorila: "Daj, Tamara, pridi pogledat, ob četrtkih je tam v Koloseju, Kubana, ne. Ob četrtkih je tam v Koloseju, so ti ful dobri plesni žuri, daj pridi pogledat, to bo ziher zate, pridi pogledat." In jaz sem prišla tja in meni sem bila sama. Kaj pa je to? Mislim, takrat mi je bilo pa tako, to je to, jaz hočem se naučiti, ne. In prav spomnim se, da je, mislim, da je bil Oli, ti si bil Oli, 100%, ke me je peljal plesati. Itak sem bila čisto, mislim, saj pač ples imaš v sebi, nekako gre, ampak ipak moraš se naučiti figure in tako naprej. Tako da sem takrat z Olijem prvič plesala. Pol sem začela pa hoditi na tečaj v Kubano, Janu pa Eva, mislim, da sta me imela. Pa še Hrubiju pa Kiki. In ja, to je, kar se tiče Kubane. Kaj pa potem dejansko lokal? Balerina? Ja, to je pa ta drugi del zgodbe, kjer se je zgodil pač ta switch, en del switcha je pač plesno, ta drugi del je pa poslovno. V bistvu moje, tudi že zdaj, že za kar zadnje 2-3 leta govorim, da moje 4 največje ljubezni, ne, so kava, ples, glasba na splošno in otroci, ne. In sem skozi razmišljala, kako bi jaz, kaj bi jaz, ne, se pravi, to je bilo eno obdobje, kako bi jaz to povezala, združila. In v bistvu sem takrat imela 9 mesecev časa,
Okay. Da sem v bistvu razmišljala in tuhtala, kaj in kako bi jaz, in se je v bistvu rodil moj drugi otrok, balerina. Ne? Tako da zdaj to počnemo v balerini, vse skupaj. Ja. V balerini gostiš plesne večere tudi. Kako pogosto imaš te večere, kako izbereš sploh, kater plesni stil in ali tudi sama greš na vse te večere? Ja. Zdaj te plesne večere imam poleti, se pravi v toplih mesecih, nekje od aprila ali pa rečemo maja do septembra, imamo vsak torek. Okay. Takrat smo zunaj na ploščadi balerine. Po zimi oziroma v hladnejših mesecih smo pa noter, imamo pa vsak drugi torek, ker vsak drugi torek ima pa dance floor, ne pa zato, da se ne križamo, sva potem z Rokom zmenjena, da enkrat ima on, enkrat imam jaz. Lepo. Glede zvrsti se odločam pa v bistvu po feelingu. Okay. Čist po feelingu. Vem, da ko sem balerino, začela z balerino, sem takrat sem delala z Almo, plesno šolo Alma. In oni so imeli vsak torek zabave pri nas. Ja. Pač mešano od salse, bačate, kizombe. Mislim, kizombe niti ne, to v bistvu reggaeton. Salsa, reggaeton, pardon, ja, salsa, malo bačate pa reggaeton, tako. Potem sem šla pa jaz na en festival, mislim, da smo bili v Puli, to je bilo tudi 2 leta nazaj. In takrat, ali pa leto, ni moglo biti 2, 1 let nazaj. Jaz sem 1 let nazaj začela pa bačato plesati. Aha, okay. Šele, ja. In tam sem se pa v bačato zaljubila. Tam sem imela pa take metuljčke, pravno, kako dober. In potem sem šla, prve korake bačate sem naredila pa z Gregatom iz Alme, Gregi, thank you. In takrat sem začela v bistvu, se pravi, najprej smo imeli te bolj kubanske večere, pa reggaeton, mečkam bačate, potem pa, ko sem jaz začutila bačato, sem rekla, jaz to hočem imeti v balerini, ne. Okay, ja. In v bistvu se je ta zgodba bačate nadaljevala tako, pa tudi posledično plesni večeri, da sva s Klaudijo, ki je tudi izredna plesalka, sva se pogovarjale, prav v Puli se spomnim v hostlu, da sploh nobenega DJ-ja ni za bačato, ne. Kaj pa, če bi midve to nekaj skupaj naredile, ne. In potem sva brainstormale kaj in kako in sva se kar zmenile, da bova naredile event. In sva ga naredile. In v bistvu od tam pač Klaudija, njeno ime DJ Čika, potem sva začele pa midve te sensual večere z bačato. Okay. Tako da odgovor na tvoje vprašanje, kako se odločam za kaj bo, kakšen plesni večer bo, kakor v bistvu meni po srcu. Ja, po srcu. Tako da ja. In se potem tudi udeležiš vseh? Ja, se udeležim. Na začetku sem v bistvu bila vsak torek tam. Zdaj pa vedno manj, zato ker balerina ima toliko enih še projektkov pa stvari, da pač mi ne uspe biti čisto vsak torek, ampak se ful trudim, da sem pa ful si želim več časa posvetiti pa si ga vzeti, da obiščem tudi druga plesišča, ne. Da nisi samo na plesiščih pri sebi v balerini, ampak tudi drugje. Drugače, to je tako, kot če imaš žur doma, ne. Ja. Kot tako si, ne, kot če sem pa drugje, sem pa ful pa relaxed. A si opazila mogoče tudi kakšne razlike med plesnimi večeri, ker kot si rekla, si imela salso, bolj ta salsa, tudi malo bačate pa reggaetona večere, pa bačata večere, ti bolj sensual, ker je bila tudi kizomba, mislim, da ne. A si opazila kako razliko v teh večerih, tako, da je nekaj res razliko recimo v ljudeh ali v vzdušju, energija? Ja, definitivno, ne. Kubana je wej, wow, va, ne. Taka igriva, ne, energična, igriva. Se mi zdi, da pri kubanski salsi, za linijo res ne vem, ampak zdi se mi, da pri kubanski salsi so ljudje ful bolj, pa ne da bi sodila, ne, ampak moj občutek, so ljudje ful bolj, se mešajo, se igrajo, so ful bolj mogoče
ne vem, odprti. Medtem ko pri sensual plesih, mislim, to sodim tudi po sebi. Jaz kubano lahko plešem z vsakim, ne. Ja. Sensual pa ne morem, ne. In v bistvu ti plesni večeri, ki so bolj sensual, se mi zdijo pa, da so bolj so zaprti, a ne. Pa ne v slabem smislu, ne, ampak bolj je pač drugače, ja. Ipak je bolj pač večji stik je med plesom, nekako zaupanje se mora ustvariti med plesalcema, pa da si res odprt pa sproščen, da se zgodi ta magic na plesišču, a ne. Medtem ko pri kubani je pa, se pa res igraš, ne.